Ponovno lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes je z mano Ingrid Celestina, direktorica Librisa. Verjetno najbolje poznate knjigarno ali antikvariat, posebej, če se dostikrat sprehajate po Kopru. Kaj še ostalega pa pripravljajo ali mogoče skrivajo, bomo pa obširneje izvedeli danes. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, več kot 30 let Libris že obstaja. Kakšni so pravzaprav začetki? Je bil na začetku antikvariat, je bila na začetku knjigarna? Kako se je to pravzaprav razvijalo? V bistvu je začela moja mama, Alojzija Zavnik, to zgodbo Librisa. Veliko let je prej delala v Tomosu in med odmori prodajala knjige. To so bili časi, ko so ljudje želeli imeti svoje domače knjižnice, ko so želeli imeti doma knjige. Ona velikokrat reče, da se je to ljudem zdelo, da tudi svojim otrokom dajo vstopnice za neko boljše življenje, kajti knjiga je bila takrat veliko bolj pomembna. Tudi danes Slovenci imamo kar radi knjige, vendar takrat so želeli imeti doma knjigo. Res se jim je zdelo, da je knjiga tista, ki jim bo dala nekaj več. Knjiga, da jih knjige obdajajo, je bilo tudi neka taka pomembna kulturna vrednota. Tako da, ko je šla partizanska knjiga, v kateri je delala v stečaj, se je odločila, da bo sama nadaljevala zgodbo s knjigami in nastal je Libris 1992. leta v teh prostorih, v katerih je prej domovala partizanska knjiga na Prešernovem trgu, smo nadaljevali zgodbo. Kasneje se pa je leta 2000 pridružil še antikvariat, prav blizu, čez cesto naše knjigarne Libris, in moram reči, da smo res na najlepšem trgu v Kopru. Ja, sej pravzaprav takole je verjetno kar redkost, da ste uspeli dobiti prostor ravno čez cesto. Ali so bili že prej ti prostori v vaši lasti? Ne, to je tudi ena taka zanimiva, posebna zgodba. Takrat je Mladinska knjiga, kjer je danes Dom knjige, v teh prostorih je bil Primorski tisk, ki je šel v stečaj. Na občini smo se dogovarjali, da bomo lahko mi Librisu prevzeli tiste prostore, tudi zaposlene, in nadaljevali tudi svetom knjige. Vendar so se potem nekako odločili, občina se je odločila, da bo to dala na licitacijo, ne ta prostor, in da bo izklicala najemnino, in mi kot majhen igralec v tem založniško-knjigotrškem svetu si seveda nismo mogli privoščiti, da bi lahko na taki elitni lokaciji zviševali ceno, in sta se to borili DZS in pa Mladinska knjiga. Mladinski knjigi je uspelo, tako da je v teh prostorih danes res odlična knjigarna, tudi sedaj prenovljena Dom knjige. Mi smo pa rekli, kaj pa sedaj. In ko smo premišljevali že tisti dan, ali bi vplačali varščino za ta prostor, ki je šel na licitacijo na Pristaniški ulici, je prišel mimo pisatelj, tudi naš prijatelj Marjan Tomšič, in videl je, da smo nekako zaskrbljeni. Moja mama je bila zaskrbljena in je vprašal, kaj se pa danes dogaja, kaj pa je. Je rekla, smo malo v dilemi, ne vemo, ali gremo licitirati ali ne. In je potem on rekel, stopite z mano ven, in smo stopili na ulico in je rekel, jaz čutim, da boste tukaj v bližini dobili neke prostore. In res smo malo pomislili, in tam v bližini, ker je danes antikvariat, so bili eni prazni prostori, Jestvine, ki se je takrat tudi lastniško preoblikovala. Mama je povprašala, če to prodajo mogoče, kaj se dogaja s temi prostori. So rekli, ja, smo jih imeli že nekajkrat na licitaciji, vendar ni bilo zanimanja zanje. Smo rekli, prav, mi bi pa kupili, no? In smo potem šli na licitacijo, bili edini ponudniki, in smo tako, namesto da bi se preselili v ene prostore, kjer bi plačevali najemnino, smo tako kupili prostore antikvariata. In v njem nadaljevali to je bilo leta 2000, nadaljevali to našo zgodbo Librisa, knjigam, novim, pridružili še stare. Mi velikokrat rečemo, da poskrbimo za knjigo od njenega rojstva, kajti smo tudi založbo do njene smrti, čeprav knjiga ne umre, vendar to, da ne konča potem na nekem odpadu ali da se z njo kaj zgodi, kar si ne bi želeli. Glede na to, da je posel začela vaša mama, ste bili tudi že na začetku nekako vpleteni, mogoče s kakšnim poletnim delom, ali ste bili zraven?
Tako je, če ima človek rad knjige, in jaz sem odvedno ljubila knjige, rada sem jih imela, tudi sama sem se naučila brati, kajti šlo mi je malce na živce, ko mi niso dobesedno povedali, kaj piše v podnaslovih, kajti njihovi mamini in očetovi odgovori so bili prekratki za moje dojemanje tiste dolgega napisa, tako da sem se odločila. Prva knjiga, ki sem jo prebirala in ker sem si označevala 2-3 besede, ki sem jih prebrala s svinčnikom, je bila recimo knjiga o Davidu Crocketu, ne. To je, tisti mogoče starejši vejo, to je Divji zahod, kavbojci, indijanci, tako da to je bilo tisto, kar je tudi, rada sem imela te knjige, take pustolovske, tudi zato, ker sem bila sama taka, da nisem nikoli bila pri miru. In v knjižnici nisem imela več kaj brati v osnovni šoli, ne, tako da sem pomagala v knjižnici. Nepojmljivo recimo bilo tudi to, da sem si zjutraj mogla uro nastaviti, da nisem zamudila, ker smo imeli popoldne pouk, ker sem celo dopoldne brala. Ne, danes je to res nepojmljivo. Danes verjetno smo ali pa so mladi na teh igricah in je to neka zamenjava za tisti čas, ki sem ga jaz preživljala ob knjigah. In seveda je bilo to tako popoldan, nedeljski popoldnevi. Oče je bil miličnik in ko je v nedeljah popoldne delal, smo vse tri, mama, sestra in jaz, preživela na divanu, na posteli ob knjigi, ne. Tako da, ko je mama začela to in ko sem jaz iz Ljubljane končevala študij novinarstva, sem potem rekla, zakaj pa ne bi s knjigami se tudi prej sem ji veliko pomagala, ne, tudi to poletno študentsko delo. Pa tudi ne samo študentsko delo, tudi tako pomoč, ne. Hodili smo motoristične dirke na Tinjanu, 1. maj na Socerbu, vedno je bila to ena mizica s knjigami, seveda so bile takrat to knjige predvsem že naslov partizanska knjiga, so bile knjige o NOB-ju, vendar pomembne tudi Matjaževa knjižnica, to so take bile res posebne knjige, kjer je bil pomemben slovenski oblikovalec Matjaž Vipotnik, jih je kar nekaj uredil, ne, tako da mislim, da smo res takrat s to imeli neko res dobro podlago, da smo potem mi lahko tudi z našim Librisom nadaljevali. Prav nenavadno se sliši, da ste bili prisotni tudi na motorističnih srečanjih, takole stereotipno ponavadi motoristov ne povezujemo ravno s knjigami. Se to še dogaja? Verjetno bi se, ne, sej, glejte, knjig je toliko, da kamorkoli bi prišel, bi lahko našel pravo čtivo, prave knjige za tiste obiskovalce, ne. Zanimivo, mislim, vprašanje je samo, ali bi obiskovalce zanimale knjige in če bi se dovolj prodalo, da bi potem lahko mi te knjige s temi knjigami tudi preživeli, če bi imeli potem tudi kaj od tega, ne. Midva z možem še vedno hodiva na razne dogodke. Naj povem, da veliko ljudi me pozna tudi po tem, da sem članica navijaške skupine 12. Kopra in da veliko prostih trenutkov preživim s prijatelji, navijači na rokometnih tekmah, udeležujem se tudi nogometnih in vse na začetku sem bila znana tudi po tem, da sem imela vedno knjigo s seboj v roki. Tako da med odmori, predvsem pri nogometu je to tako, da pridejo malo daljši, ne, oziroma tudi pri rokometu, no, pri teh skupinskih športih, da v teh odmorih sem brala knjigo, ne. Danes seveda tudi jaz primem v roke telefonček, pa objavim kakšen posnetek oziroma pogledam novice, ne. Včasih je bila to knjiga. Ja. Pa zdaj, ko tudi sami govorite, da vzamete telefon v roke, veliko poslušamo, sploh na primer od knjižničark, da ravno v teh letih prestopa v najstništvo, ponavadi sploh zdaj, po pojavu družbenih omrežij, izgubljamo vse več in več bralcev. Se to mogoče tudi pri vas pozna? So potrebe po, na primer, nekih naslovih, ki bi bolj zanimale najstnike, mlade, odrasle? Jaz mislim, zagotovo se to pozna, ne. To je, če sami sebe, tisti, ki smo bili prepričani bralci in ljubitelji knjig, zagotovo
imamo konkurenco, ne, pri tisti stvari, ki jo imamo radi pri knjigah, tudi v teh družbenih omrežjih, ne. Kajti tudi tako je, ne, smo radovednega duha in vedno nas nekaj zanima. Tudi zagotovo, jaz mislim, da tudi vi ste poskusila z umetno inteligenco, jaz sem poskusila z umetno inteligenco in to so stvari, ki mogoče bo še lažje tudi kakšno knjigo napisati, ne. Recimo, jaz sem ravno poskušala, da sem vprašala oziroma umetni inteligenci naročila, naj mi napiše pravljico z 3 dobrimi junaki in je prišla čisto korektno besedilo ven, ne. Tako da je to recimo en korak še naprej, ne, v teh družbenih omrežjih, kajti vemo, da mladi Facebooka in tega več skoraj ne uporabljajo, ne, in tako da smo tukaj starejši ostali na tem, vendar nekateri so govorili včasih, da bo problem v tem, da bojo knjige na medijih izpodrinile klasično knjigo. Jaz mislim, da problem bo predvsem v tem, da ne bojo ljudje več sposobni daljšega branja in daljše koncentracije in sprejemanja daljših daljših besedil. Tako da to je zame problematično, predvsem to. Tako da v bistvu bi mogli zdaj začeti že vzgajati ljudi, otroke, ki bi bili sposobni razumevanja daljših besedil. Ravno pred kratkim je spet prišla ven raziskava, rezultati raziskave, da so naši otroci prav pri bralni pismenosti kar strmo padli, ne. To govorite o tej raziskavi za 4. razrede, ne? Ja, tako. Tako da to je res velika bojazen, ne. To je res velika bojazen, kaj se bo zgodilo, ali bomo potem ljudje sposobni samo res takih kratkih novic, ne. Jaz vedno, veliko otrok prihaja v našo knjigarno, tudi tako organizirano skupino in vedno, ko se z njimi pogovarjam, vedno jih tudi najprej pač povem, ne, knjigarna, knjižnica, razlika, potem povprašam, kdo ima domačo knjižnico sploh, kdo ima doma knjige in vedno manj je otrok, ne. Ko jih vprašam, kdo ima telefon, je skoraj vse. In v bistvu želim jim povedati to razliko, ne, kaj pomeni, da imaš ti knjigo v roki, kaj pomeni to, da si s knjigo sam, da nisi, bomo rekli tako, povezan s tem svetovnim spletom, da nekdo ne bere tvojih misli, da lahko začneš na začetku knjige, na koncu ali pa na sredini. Ko smo priklopljeni na internet, ko smo z družbenimi omrežji, ne, mi starejši znamo mogoče kdaj, ali pa tudi ne, se zavedamo teh pasti. Otroci mogoče se ne zavedajo, da so v bistvu, da je to nenehen nadzor, ne. In da, ko jih vprašam, ali si želite, da vaša mama in oče veste vsak trenutek, kaj počnete, seveda ne. A v bistvu, ko smo pa na internetu, pa dovolimo, da nekdo, ki nas niti ne pozna, da ve, kaj mi počnemo. Tako da družbena omrežja so koristna, tako kot sem prej omenila, lahko umetna inteligenca, so koristna za kakšne stvari, vendar vedno se moramo zavedati teh pasti in vedno ne dopustiti, da je tisto, da nas res osredotoča predvsem, ne, da je tisto, kar v bistvu nas določa. Da vedno bi nam nekdo mogel povedati, da res uporabljaj, vendar ne, nauči se, kako uporabljati. Tako kot pred pogovorom so se midve pogovarjali in sem vam omenila ta študij novinarstva in imela sem eno izjemno profesorico, ki je tako rekla, ne učite se na pamet, ampak naučite se, kje boste kakšne informacije dobili. Naučite se na pravi način dobivati informacije, te informacije pravilno jih procesirati, ne, pravilno uporabiti in vedno bodite pozorni na to. In tako bi mogli tudi danes, ne. Ja, družbena omrežja, ne moremo se temu izogibati in umetni inteligenci, vendar povejmo, na kakšen način, kako naj to uporabljamo in da obstajajo tudi alternative, da obstaja tudi knjiga, ki morda potrebuješ v nekem trenutku, da ti boža dušo, kot kakšna poezija kdaj, da te kaj nauči. Zagotovo so veliko bolj, vsaj meni se tako zdi, tudi verodostojne informacije v knjigah, ker ni bila instant informacija, veliko dela je vloženo v knjige. Danes pa v informacije, ki nas obkrožajo, so velikokrat take instant,
mogoče res tako na hitro povedane, neka novica, nepreverjena, mogoče tudi nenamerno, vendar se velikokrat tudi zgodi, in da ne govorimo o fake newsih, ne, o teh lažnih novicah, ki pa mislim nas kar velikokrat dosegajo. Ja, mogoče bi morali dati tudi večji poudarek že na to, vsaj ob tem hitrem tempu življenja, ki ga imamo, da že če gledamo v zaslon, preden gremo spat, ali pa gledamo v knjigo, bomo po knjigi verjetno malce lažje umirili misli in zaspali. Samo tudi, da ni predebele, da nam ne pade na nos, ne. Ker pri enem majhnem telefončku se ne more to zgoditi, ne. Ja, res, zagotovo lahko umirimo misli. Tako je, knjiga je vedno predstavljala neko potovanje, neko domišljijo. S knjigo si vedno lahko potoval in jaz recimo sodim med ljudi, ki imam tako bujno domišljijo in vedno sem si predstavljala, zame je bila knjiga, je mogla biti tako napisana, da sem si lahko predstavljala, kaj se dogaja. Meni se je vedno zgodba odvijala pred očmi, če je bila trava zelena, tam je napisala, sem videla zeleno travo, rožice, skoraj sem jih vonjala iz tistih knjig, ne. Zato nisem marala, čeprav sem bila ljubiteljica kriminalk, nisem marala preveč krvavih, ker takrat se mi je zdelo, da prav vidim kri, ki vse teče, pa je ne maram preveč, ne. Tako da je bilo res tako zanimivo. Tudi ljudje zelo različno beremo. Jaz sama imam rada tudi več knjig, ne? Tudi včasih še več knjig, ko sem imela v postelji kar en kupček, kajti zdelo se mi je, da v nekem trenutku rabim eno literaturo, v drugem trenutku drugo. Nekatere knjige so zagotovo na domači knjižni polici, ki še niso tako prebrane, vendar se mi zdi pomembne, da so, ne, ker enkrat pa bom že imela čas, ne, da jih bom prebrala. Tako da je takšen lep občutek, če imaš rad knjige. Verjetno je pa tudi nekaj na tem, da je dobro otroke že zgodaj navaditi na to, sicer kasneje bojo težje si priučili to navado. Sami, kot sem opazila, imate tudi pravljičarske dogodke za resnično mlade. Kako pa je s tem, naprimer? Ker, naprimer, če govorimo o pozornosti, to, da je pri branju, gre verjetno pri poslušanju za nekaj podobnega, kljub temu, da se pri tem lahko starši goji tudi emotivna vez. Ampak ravno glede pozornosti pravijo, da je poslušanje pripovedovanja oziroma branja pravljic eno od ključnih načinov, kako otroka sploh lahko navaditi na to pozornost. Kako je pri vas? Imate zaradi tega kaj krajše pravljične? Ja, zdaj tako, mi imamo zelo raznovrstne dogodke, ne, v naši knjigarni, tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da je treba otroke vseeno privajati, ne, tudi na kulturne vsebine. Zdaj samo branje, včasih imamo branje pravljic, drugič pride, recimo prav aprila smo imeli, da je bilo branje pravljic o harfi, potem drugič imamo kakšnega animatorja, da zanimira, potem tudi z Gajblo sodelujemo, Samanto Kobal, ki je tudi pravljičarka in tudi tako zna zanimirati, ne, otroke. Zadnjič smo imeli tudi stripovski, recimo tako, da je bil stripar, pa je ilustrator, pa je on risal, pa Žiga X Gombač pripovedoval. Tako da skušamo na te razne načine, ne. Zdaj, branje pravljic je zelo pomembno tudi v domačem družinskem okolju. Ker tako kot ste omenila, je res ta čustvena vez, ki se med mamo, očetom in otrokom, pa tudi starimi starši, ne, tako da jaz bom rekla tako, sej otroke verjetno, jaz imam sama vnuka, septembra bo star 4 leta in včasih ga je težko, ne, da ga pritegnem k knjigam, tudi zato, ker ima on v rokah zdaj izdeluje raket, danes zjutraj je imel recimo s kockami, pa je raketa, ne, pa zagotovo je raketa bolj, pa mi pove, kako šviga, ne, in tako, kaj dela, pa skozi neke zvoke spuščal, ne, on tako. Zagotovo je branje
ker moraš biti malce bolj umirjen, se usest, pa malo skoncentrirati. In današnji otroci, vseeno, vsaj moj vnuk je tako takšen živahen, ne, čeprav mama pravi, da tudi malo pomeni, ker nisem bila minute pri miru, ne, je pomembno, da jih učimo, da se tudi lahko umirijo, da se morajo umiriti, ne? In da jim damo različne možnosti sprejemanja tudi teh pravljic, teh besed. Enkrat ne bo branje, drugič je lahko to kaj bolj živahnega. Tudi danes knjige so vseh sort, nekatere knjige se odpirajo, pa imajo take lepe, kar ven pridejo pravljice še, ne, druge imajo zvoke tudi, ne, danes je res to obilo knjig. Pomembno, jaz mislim, da je pomembno razne prijeme, tako jih skupaj ne vključevati in da potem si lahko tudi uspešen, da pritegneš otroke k temu, da bojo imeli radi knjige. Kaj si mislite na primer o stripih? Ker marsikje se zdi, da še vedno prevladuje mnenje, da stripi so šund literatura, ne? Ker ima marsikdo v glavi še vedno te tekste Dylan Doge Zagorje, ki jih lahko kupimo po trafikah. Spet drugi pravijo, da je to odličen način, da otroka, ki mogoče ni tako pripravljen na branje proznega besedila, sploh pripravimo do branja. Kaj si mislite vi? Ne, stripi so. Jaz mislim, da res je bilo obdobje, tudi sama vem, da sem imela rada Politik in zabavnik, recimo je bil en takšen v 70-ih letih, en časopis, ki smo brali, pa ta znameniti Alan Ford, ne, ki je prav kulten strip. Danes se mi zdi, da spet da je tako spet postaja bolj pomemben, ne, recimo tudi risoromani, ki so nekakšen, to recimo založba Vige Vage je tukaj odlična, ki ima prav res se ukvarja izključno z temi in večinoma s temi risoromani. In tudi kar nekaj založb. Zanimivo je tudi, da recimo so tudi take pomembne obletnice, kot recimo je zdaj o Kajuhu je stripa, recimo o Cankarju, ne, prav takrat, ko je bilo Cankarjevo leto, so Andrej Rozman Roza, Žiga iz Gombač in Boštjan Gorenc Pižama so naredili Cankar v stripu, je bila tudi recimo tekst in vse v stripu. Tako da skušajo take, zdaj pa reformatorji v stripu so recimo tudi, se skuša na takšen zanimiv način tudi take bolj zahtevne teme oziroma avtorje ali pa neko literarno obdobje prikazati, ne. In to res tudi zaradi tega, da se tudi tem, bomo rekli tako, tej mladini odraščajoči ponudi nekaj, ker vemo, da na začetku v prvih razredih osnovne šole je veliko zanimanja še za knjige, tudi v šoli jih lahko nagovarjajo tudi k branju in bralni znački in tako. Potem se pa začne malce to malo hlajati, to njihovo zanimanje in take stvari, ki so potem na takšen zanimiv način narejene, napisane, lahko pripomorejo k temu, da vzame potem tudi knjigo v roke. Tako da jaz opažam, da se v zadnjem času res tudi tej stripi, da postajajo bolj pomembni in da se veča njihova pomembna moč. Sicer pa imate sami kar širok nabor knjig. Odkot jih, naprimer, sploh, kar se tiče antikvarne prodaje, odkot jih dobite? Knjige v antikvariat dobivamo od ljudi. To so v zadnje čase res večinoma darovi. Žal je tako kot sva začeli ta najin pogovor, so včasih obstajale domače knjižnice. Danes domačih knjižnic skoraj ni več oziroma ljudi si večinoma izposojajo knjige. Tudi oprema stanovanj ni čim bolj minimalistična, brez velikih knjižnih omar. In ko sedaj žal nas zapuščajo ljudje, ki so te knjižnice imeli doma, je veliko knjig na tržišču, bom tako rekla, na tem in ker se še vedno zdi škoda ljudem, da bi knjigo vrgli v smeti, jo prinesejo k nam. In mi moram reči, da še vedno so nekatere knjige, ki imajo vrednost, nekatere knjige žal res nimajo več. Nepojmljivo je, da so včasih knjige izhajale tudi v 100 000 izvodih.
danes govorimo o nakladi povprečni v Sloveniji 500-600 izvodov. Tako da je to res nepojmljivo. Mislim, tak velik, zdaj si predstavljate, da so takrat je bilo veliko knjig, ne? Recimo razne Prešernova družba je izdala knjige, razne Mohorjanke, ne? Tudi Mohorjeve družbe, recimo so te letne komplete imeli. In te knjige so na tržišču praktično nimajo, ker to so bili ali prevodi, ali pa so bile kakšne take dele, ki nimajo kakšne večje neliterarne in take vrednosti. Seveda, pri knjigi vedno govorimo tako, knjiga ima lahko veliko moralno vrednost, ne? Estetsko vrednost tudi. In potem nekdo pričakuje, toliko smo dali za to knjigo, vem, da so stari starši kupovali, so bili v svetu knjige, kupovali knjige, toliko so plačevali, danes pa ta knjiga je vredna €2, ne. Tako da tu so velike razlike. Tako da dobivamo s temi darovi, kaj tudi sami od koga odkupimo, kajti nekatere knjige so dragocene, predvsem tiste, ki jih je bilo malo. Nas zanima vedno tudi domoznanska literatura, se pravi literatura, ki se nanaša na to naše območje. To recimo vedno z veseljem vzamemo v prodajo. Tako da na razne načine, ne. Predvsem si želimo, da knjiga ne konča v smeteh, preden jo mi pregledamo oziroma ponudimo. Ker nekatere knjige je boljše, bom rekla tako, saj ne v smeti, ker nekatere knjige postanejo že malce kakšna oglodana od miške, pa kakšne so bile veliko v kleti, potem pa so tudi niso, mogoče vonj njihov ni več takšen primeren, ker kleti so bile vlažne, vlaga je na knjigah in to je potem cela knjiga lahko na ta način propade. Tako da, če je res kaj takega, potem pa damo knjigo na Dinos. Naj tukaj povem, da tudi svetujem gledalcem, če je res kakšna taka knjiga, ali pa revije stare, da dajo na Dinos in rečejo za palčico, pomagalčico in tako pa smo tudi lahko dobrodelni, pa še pomagamo komu. Po katerih knjigah pa je trenutno največje povpraševanje? Gre tukaj res za neko bolj strokovno literaturo, za stvari, ki jih ne moremo najti na spletu oziroma so tudi tam zaklenjene, ali leposlovje kot sicer? Jaz opažam, da vedno grejo tiste knjige, o katerih se v medijih tudi govori. Se pravi, mediji so zelo pomembni za promocijo knjig in promocijo slovenskih avtorjev. Vendar je, tudi o tem so se malo prej pred pogovorom pogovarjali, da ste mediji tisti, ki morate posvečati temu pozornost, ne. Se pravi, morate govoriti o tem, da so knjige pomembne in da jih ljudje tudi zaradi tega, ker so nekaj slišali o tem, grejo v knjižnico si sposoditi ali pa v knjigarno kupiti. Seveda imamo v Sloveniji zelo, bom rekla tako, izjemno knjižničarsko mrežo. Mislim, da nam lahko zavida ves svet, kajti tam so res, imamo strokovnjake, ki se ukvarjajo s tem in vsako knjigo tudi v kriznih časih, ko nima človek denarja, ko imaš pomanjkanje, si lahko izposodiš. Tudi najnovejšo knjigo. Tako da mislim, da je tukaj, recimo, to sem se spomnila zdaj, lani smo lahko tudi s temi boni kupovali knjige. In zanimivo je bilo, da so ljudje, čeprav bi lahko vzeli katerokoli knjigo, da so imeli premišljene nakupe. Tako da so vedno razmišljali, kaj pa bo tisto, kar bi jaz želel imeti doma, da bo dlje časa, da bo trajalo, da bo imelo neko trajno vrednost. In pri tem mislim, da ljudje vedno bolj se na to naslanjajo in sicer za otroke recimo slikanice radi kupujejo, potem tako kot ste omenili kakšno strokovno literaturo, predvsem vedno znova je taka duhovna literatura oziroma nekaj, kar ti pomaga pri osebni rasti. Potem so knjige, o katerih se veliko govori v medijih, recimo Življenje v sivi coni, ne, je bila taka knjiga, ki je pa ne zaradi same, mislim, knjiga je tudi odlična,
pač za prebrati in tako, ampak tudi zato, ker je imela velik uspeh na družbenih omrežjih, ne? In zaradi tega je potem je to bilo malo drugače in se je precej kupovala. Recimo potem avtorji, kot je, vemo, Tadej Golob, ne, in te njegove knjige, ne, ki so kriminalke, te so tudi v času korone, recimo, so bile zelo brane, tudi kupovane knjige. Tako da vedno tista knjiga, ki tudi v javnosti doživi nek medijski odziv, potem se tudi zelo dobro prodaja. Tako da mislim, da tukaj moramo z roko v roki, ne, vsi mediji, založniki, knjigotržci, da se vzpostavi ta, bomo rekli, tako nek krog, da na koncu pride tudi do končnega bralca, kupca knjig, ne. Sej, kako pa se s tem ukvarjate, naprimer pri vaši založbi? Zdaj obstaja velika hiperprodukcija knjig v Sloveniji, sploh odkar se je Javna agencija za knjigo odločila, da subvencijo podelijo ne za posamezne naslove, ampak kar za celotno sezono posameznih založbi. Od takrat naprej vidimo, da prihaja vedno več in več in več knjig. Lahko govorimo pri nekaterih založbah tudi po več 100 naslovih na leto. Mogoče niti ni tako to. Mislim, v tem smislu, da mi smo majhna založba, lahko govorim zase, no. Glede na to pa, da smo knjigarna, ki sodelujemo tudi s knjižnicami, dobimo vso slovensko produkcijo, skoraj vse slovenske knjige gredo skozi našo knjigarno. Tako da slovenskih avtorjev ali tudi prevodi? Prevodi tudi. Govorimo o knjigah, ki izidejo v Sloveniji, se pravi slovenskih založb. Ne, in tukaj to je res veliko, čeprav moram reči, da recimo tako, nekje v Sloveniji na leto nekje okrog med 5 in 6 tisoč naslovov, ne, v to po Cobisu. V to sodijo tudi kakšne knjige, ki niso publicistična dela, recimo, ki niso namenjena samo prodaji, ne. To so vse, kajti vemo, da vsaka knjiga, ki v Sloveniji izide, mora imeti kataložni zapis, tako imenovan CIP, ki ga dobi v NUK-u. Tako da NUK vodi evidenco vseh knjig, ki v Sloveniji izidejo. In moram reči, da nekje 90% tega, kar je namenjeno trgu ali pa še več, pride v našo knjigarno, ker mi si želimo, da imamo informacijo res o vseh knjigah, ki so na slovenskem, ki izidejo na slovenskem, se pravi, da so izšle v slovenskem jeziku. Pri tujih pač nimamo, ker ne uvažamo, uvažamo kakšno stvar samo tako preko drugih distributerjev. In zdaj knjiga, ko recimo v Sloveniji izide, založniki res dobijo nekateri programska sredstva, so financirani od Javne agencije s programskim razpisom, vendar to ni veliko, je pač nekaj založb in ni veliko takih, mislim, ni veliko. Nekaj je teh pomembnejših, ne založb. Je pa potem možno tudi pri projektnih razpisih dobiti subvencijo za kakšno knjigo. Naša založba, mi delamo predvsem na domoznanski literaturi, se pravi, da izdajamo tiste knjige, ki se tičejo našega okolja. Tako da mogoče smo v teh 30 letih na 2 razpisih recimo dobili nekaj sredstev, kajti večinoma so to knjige, ki se nanašajo na lokalno okolje in Javna agencija za knjigo gleda predvsem na to nacionalno okolje, ne. Dobimo pa potem pomoč z različnih drugih virov, ali Mestna občina Koper, veliko sodelujemo tudi z italijansko skupnostjo in tako, da te naše narečjeslovne knjige recimo dobijo podporo. Tako da vse na različne načine, ne, vendar opažam, da v zadnjem času, da se vseeno znižuje malo produkcija. Tudi zaradi tega, ker ni veliko kupcev in bralcev, ne, se zmanjšuje. In cena papirja se je, recimo to je tudi zanimivo, ne, spremljamo, da so cene vseh produktov, izdelkov se dvignile. Pri knjigah se ne more dvigati, kajti če bi dvigali cene knjig, bi potem še manj ljudje kupovali knjige, kajti v Sloveniji imamo
kar visoke cene knjig tudi zaradi majhnosti trga. Če sem prej povedala, da je to 500-600 izvodov, ne, koliko zasluži? S tem, da mora zaslužiti tudi avtor, založnik, knjigotržec, ilustrator, ne, vsi morajo pri tem kaj imeti. Tako da res, recimo, če je neka uspešnica danes, govorimo, da je 15.000 izvodov, recimo že res taka lepa številka, drugače govorimo 1000, 2000, 3000, če je uspešnica, do 5000, ne. Sem to v svetovnem merilu in v tem, da ti nekaj zasluži s tem, to ni veliko, ne. Tako da vsi se moramo potem nekako vrtimo v tem krogu, ne. Cen ne moremo dvigovati oziroma že za nekatere so knjige že tako ali tako predrage, zato jih ne kupujejo, ne. Če bi jih zvišali, bi pa jih še manj kupovali. Kaj pa mislite glede mehkih platnic? V tujini so zelo pogosto vidimo, da se knjige z mehkimi platnicami, marsikateri založnik mi je dejal, da na primer tiska vse s trdimi platnicami, češ da knjiga tako dalj časa traja, da jo knjižnice raje odkupujejo in da tudi bralci menda imamo raje trde platnice. Verjetno pa to tudi malce zviša samo ceno produkcije knjige. Nekaj, ja, vendar ni tako zelo pomemben faktor pri tem. Čeprav veliko založb, kar nekaj založb se zdaj začelo odločati, da izdajo mehko in trdo, recimo varianto, ne, založba Sanje, Mladinska knjiga, tudi Beletrina, recimo, tako da je kar nekaj takih, da imajo obe varianti. Še posebej tam, ker se pričakuje tudi večja prodaja fizičnim kupcem. Za knjižnice se pa res večinoma s trdimi platnicami. S tem, da tudi to bi omenila, zakaj potem nekatere založbe veliko izdajajo, tudi zaradi tega, ker so knjižnice tisti reden kupec knjig, ne, in če imaš vedno nove knjige, potem se ta tok denarja vrti, ne. Prodaš knjižnici, spet nekaj dobiš, lahko vlagaš v nove projekte in tako. Če pa izdaš 1, 2, 3 knjigi na leto, potem je to premalo, ne. Tako da tudi zaradi tega, da se oskrbuje knjižnice, se tiskajo knjige v trdi vezavi, tudi zato verjetno malo višja cena, ne, kajti to je javni financeri in plačajo, se jim da sicer knjižnicam tudi popust pri nakupu, ne, tako da to zagotovo. Pa seveda je knjiga s trdimi platnicami dlje časa, jo lahko imaš in knjižnice si prav želijo, ker vemo, da danes tudi zaradi te nizke cene lahko gremo samo na to, da je knjiga lepljena, da niti ni šivana, tudi če je broširana in to parkrat jo odpreš, grejo listi ven, ne. Tako da na to res moraš biti pozoren, vendar mislim, da je dobro, še nekaj sem hotela povedati, da pri teh trdo vezanih knjigah tudi ljudje sami smo taki navajeni. To pa imamo iz te preteklosti, ko so nam knjige več pomenile kot sedaj, da za darilo smo vedno želeli kupiti, knjigo s trdimi platnicami. Velikokrat se je to, ne, dogaja tudi danes, ne tako zelo pogosto oziroma 100% kot včasih, vendar večina ljudi še vedno hoče, če kupi knjigo za darilo, želi, da je to nekaj trajnega, ne, in trajnost povezujemo z trdo platnico. Čeprav danes tudi se bolj kot včasih pojavlja tudi te knjigobežnice so, kjer knjigo pustimo, ne, pa jo lahko nekdo drug vzame, ne, tako po veliko krajih v Sloveniji so že taki prostorčki, kjer so namenjeni, da si knjigo vzameš, kakšno drugo prineseš in tako. In da tudi kdaj kje pustiš kakšno knjigo, ta paperback, ne. Vendar to govorimo tako, da bi se prav zelo poznalo po ceni, bi morale biti to velike številke tudi tega, vendar v Sloveniji nimamo tako velikih številk, ne, količinsko ne natisnemo veliko knjig posameznega naslova. Torej se 2 leti koronskega zaprtja, ko naj bi se število prodaje malce zvišalo ravno na področju knjig, ker pravzaprav do drugih kulturnih artefaktov nismo imeli pravzaprav dostopa.
Torej, to se ni obdržalo, to je šlo res za ta dvoletni fenomen, potem pa se je umirilo. Ja. Mislim, da takrat res ljudje so posegali bolj po knjigah. Nekaj je bilo zanimivo, ne? Javljanja, veliko smo se javljali, vsi smo delali te ali preko Zooma ali recimo preko Skypa. In meni je bilo takrat res zanimivo gledati vse te strokovnjake, ki so dajali razne izjave, običajno so bili vedno pred knjižnimi policami, ne. Tako da to tudi pomeni, ne, kje si najdeš prostor, kjer boš dal izjavo, ne, knjižne police, se pravi, so še vedno pomembne. V percepciji ljudi so to pomembne, ne. Kaj pa je tisto, kar pa res, če ti res potem knjigo vzameš v roke in jo vsakodnevno uporabljaš, je drugo. Ne, res se je spletna prodaja povečala v koronskem času, ne. Tako da je dostopna. Knjiga je danes res dostopna na veliko krajih, ne. Vendar jaz govorim tudi recimo v teh velikih trgovskih mrežah. Vendar zgubljamo nekaj, ne. Niso vse knjige, ne morejo biti vse knjige prisotne na teh velikoprodajnih mestih, ne. Zagotovo ne bomo recimo v neki tuji multinacionalki našli enega slovenskega avtorja, ne, takega, ki je bil subvencioniran, ne. Kaj je zdaj tisto, kaj je knjiga v javnem interesu, ne? Knjiga v javnem interesu mora biti nekaj, kar ohranja. Vemo, da Slovenci mi smo zasnovani, ne, na jeziku, ne, na besedi, na knjigah, ne. In kje izgubljamo to identiteto, ki smo jo pridobivali skozi stoletja, tudi s pomočjo knjig, ne. Tako da tu je ta velika, ne, nevarnost, ki se jo mogoče niti ne zavedamo, kaj izgubljamo s tem, da ne podpiramo slovenskih avtorjev. Kajti danes, bomo rekli tako, danes smo vsi tako radi dobrodelni, ne. Včasih je ta dobrodelnost prav. Velikokrat nas sicer razmere narekujejo v tem, ne, narekujejo v to, da smo take, da res je v bistvu smo mi ljudje s to dobrodelnostjo nek korektiv, recimo neke javne službe, ne. Vendar zavedajmo se, da tudi mogoče knjiga potrebuje to dobrodelnost, če se hoče obdržati. Pa ne samo knjiga, tudi naš slovenski jezik, ne. Danes slišala sem, da se ministrica za kulturo zavzema za to, da bojo tudi da bojo ti jeziki, da bojo uporabljali, da se bo uporabljala slovenščina tudi na internetu, da bo zastopana tako, kot je. Vemo, pred duri je frankfurtski sejem, kjer se bo slovenska literatura in se bojo slovenski avtorji, ne, to je res zelo pomemben dogodek za celotno slovensko knjigo, da bo Slovenija osrednja gostja na frankfurtskem knjižnem sejmu, ki je najpomembnejši dogodek v svetu v povezavi z knjigami, ne. Vendar se moramo zavedati, da moramo Slovenci, da ohranjamo svojo identiteto tudi s knjigami, tudi z jezikom in tudi s tem, da imaš kakšno knjigo doma. Moramo imeti. Po vseh raziskavah je to ustvarjanje domače knjižnice zelo pomembno tudi za človekov razvoj, ne, kajti vsi vemo, drugi procesi se odvijajo v človeku, če ti bereš besedilo, ne, knjižno, ali pa da bereš prek družbenih omrežij, gledaš televizijo, samo poslušaš in tako, ne. Tako da je tukaj povezanih več procesov pri branju besedila, pri branju knjige pač same, ne. Tako da tudi na to bomo verjetno mogli se navaditi, da se bojo tudi tukaj stvari spreminjale, vendar zdaj smo imeli razlog, recimo smo rekli, ne, konec koncev imamo kulturni praznik imamo zaradi pesnika, ne, državni praznik, dela prost dan, ne, tudi zaradi Prešerna. Tako da se moramo zavedati, kaj je knjiga res, kaj nam pomeni in kaj s tem prinaša ne samo nam osebno, ampak nekemu narodu. Ampak zdaj govorite o knjižni zborni slovenščini, medtem ko imate sami ravno projekt tudi konkretno o slovenskem istrskem narečju. Narečij dialektov je pa konkretno manj v zapisanih tekstih. Precej časa so se temu izogibali, zdi se mi, da se vseeno tukaj malce odpira tudi v smislu ohranjanja sploh določenih narečij dialektov. Na kakšen način pa ste se vi lotili projekta? Tako bom povedala, da narečje je v bistvu
tako smo ga povezali, jezik srca. To narečje je tisto, ki ti je položeno v zibko, ne, in s katerim ti rasteš. Mi smo imeli to srečo, bom rekla tako, da je nas ta kulturna dediščina zelo zanimala od vedno. Letos bo 20 let, kar pripravljamo Librisove poletne narečne večere. Začeli smo, sicer prvi je bil pesniški večer, ko smo se posvetili Alojzu Kocijančiču, prvemu istrskemu pesniku, ki je tudi njegova mama je bila šaurinka, Skubeda v pesmi je opisoval to in svojo mamo in to Istro. In tako in smo se začeli lotevati tako, da smo povabili iz različnih pokrajin goste, iz različnih narečij in tudi predstavljali in soočali istrsko narečje s temi drugimi narečji. Ne? In potem sem tukaj rečem, da sem vesela, da smo srečali dr. Suzano Todorović, ki je tukaj osrednja narečjeslovka v tem, kar se tiče slovenskega istrskega narečja in istrsko-beneškega narečja, in smo potem z njo izdali kar nekaj knjig. Nadgradili smo tudi ta naša prizadevanja in te naše Librisove narečne večere v evropskem projektu Istrelekt, narečje v naročju jezika, kjer smo tudi po šolah in tako imeli delavnice, pripravili 2 narečna festivala in opažamo, da s tem, ko je narečje zapisano tudi v knjigi, kajti zavedati se moramo nekaj, narečnih govorcev je vse manj. To je tudi, bomo rekli tako, to je naraven tok, kajti starejši umirajo, mlajši so v stiku z govori, tako kot je ali z zborno slovenščino ali pa v svojih okoljih pač ne govorijo narečja, priseljenci, vsak ima svoj govor in je malo takih, ki potem to prav tako načrtno ohranjajo pri svojih potomcih to narečje. In zato je potrebno to tudi zapisati v knjigi, kajti na ta način bo le ostalo tudi našim zanamcem. In tako da mislim, da imamo tukaj kar res velik nabor teh narečjeslovnih knjig. Dr. Suzana Todorović veliko krajev je obiskala, ima veliko raziskovalnih točk, tudi sedaj pripravlja, tudi še. Tako da to je res pohvala njej, da se ohranja to tudi v taki knjižni obliki in da tudi za voljo tega se tudi, bom rekla tako, v javnosti ta pomen narečij ohranja. Tudi konec koncev ne bi postavila vi to vprašanje, se vam ne bi zdelo to pomembno, če ne bi opazila, da se dela tudi na tem področju nekaj. Tako da veselilo me je tudi, da so recimo Agrarija je nove trgovine odprla, ki so jih poimenovali Šaurinka, in da so nas tudi zaprosili, da smo lahko vzpostavili neke kontakte oziroma pomagali pri zapisih v teh trgovinah, ker so želeli, da so res pravilni, da res odražajo kraj in ta narečni govor oziroma govor posamezne vasi. Naj pa povem tukaj še nekaj, da večinoma se je včasih narečje povezovalo z humorjem, da včasih smo tako humorno in da zdaj je to, če je zapisano v knjigi, dobi neko tudi drugačno vrednost. Torej, lahko knjige v slovenskih istrskih narečjih dobimo tudi pri vas? Seveda, veliko jih imamo, o narečjih slovenskih, istrskih, o Šaurinka recimo je ena taka knjiga, ki je bila tudi zelo pomembna in kjer smo tudi ta govor, tudi govor Šaurinke predstavili. Kaj bi pa rekli, da je največja rariteta, ki jo trenutno imate v antikvariatu, knjigarni? Mogoče kaj res starega, kaj res redkega? V bistvu v antikvariatu, če pride kakšna redka stvar, imamo tudi ljudi, ki to kupijo. Tako imamo enega zelo res dobrega zbiratelja vseh takih knjig. Tako da v bistvu v
knjigarne ne smemo imeti, v antikvariatu ne smemo imeti stvari, zaradi tega, ker morajo čim prej najti kupca. Ne? Seveda imamo Dalmatinovo Biblijo, reprint Dalmatinove Biblije, imamo, tako se mi zdi, da to je tudi tako vredna. Drugače pa je tako, zanimivo je nekaj, ne, da pojmovanje, kaj je vredno, kaj je redko, kaj je to je tako zelo subjektivno. Ne? Zame je recimo lahko tudi kakšen dokument, ki ga dobimo, vreden, recimo, ali pa razglednica, ki smo jo dobili in potem prodali na dražbi, recimo, kjer so bili podpisi Richarda Jakopiča, Izidorja Cankarja, Otona Župančiča in tako. To so stvari, ki so tako pomembne, pa je ena razglednica vzadej. Tako da včasih je tako zanimivo pobrskati med temi vsemi stvarmi, ki jih imamo, ker marsikaj najdeš, tudi denar, velikokrat najdemo kakšen denar noter, ne. Škoda, da je iz časov in da danes ni veliko vreden, ne. Ampak recimo se najdejo take zanimive stvari, tako da ta vrednost je res, tisti, ki imamo radi knjige, ki radi jih gledamo, vedno znova najdemo kakšne skrite zaklade. In verjamem, da tudi zgodbe skrivajo še marsikaterega. Lepa hvala za današnji intervju. Ja, hvala vam, ker ste me povabili. Gledalcem želim veliko sproščanja ob knjigah in seveda tudi, da se nam pridružijo na kakšnem dogodku. O dogodkih, ki jih je res obilo v naši knjigarni, nismo govorili, zagotovo pa bodo zanimivi tudi v tem poletju, tudi za gledalce. Tako. Lepa hvala. Vi, dragi gledalci, pa se le oglasite v knjigarni ali antikvariatu, ne nazadnje vsaj poleti ponavadi premoremo kakšno uro časa več, da se lahko posvetimo tudi branju. O dogodkih pa lahko več izveste tudi na Facebook strani Librisa in pa tudi na njihovi spletni strani. Mi se vidimo ponovno prihodnjič, kot rečeno, in Vivo Veritas vsak ponedeljek in četrtek ob 18. na Megafon TV. Lepo pozdravljeni.